Smo v obdobju, ko računalnik in televizija spremljata naš vsakdan in posledično vodita v pasivnost in zdravstveno ogroženost. Neaktivnost lahko privede do številnih zdravstvenih težav, ki so lahko tako fizične kot tudi psihične narave. Ker se ljudje tega vedno bolj zavedajo, se je zanimanje za športne aktivnosti povečalo. Mesto ob Dravi ponuja kar nekaj športnih kapacitet. Največje med njimi, javne, so v upravljanju javnega zavoda Športni objekti Maribor. Javni zavod Športni objekti Maribor seveda upravlja z dvorano Tabor, z ledno dvorano, z športnim parkom Tabor, v kateri sestavi seveda so nogometna igrišča, atletski stadion, teniška dvorana in pa dvorana za badminton oziroma večnamenska dvorana, ter Mariborski otok, kopališče in hipodrom v Kamnici, kopališče Pristan in pa seveda kompleks Ljudskega vrta, kjer je prav tako stadion in pa dvorana Lukna ter zunanja nogometna igrišča in pa teniška dvorana z zunanjimi površinami. Ker je v Mariboru veliko športnih klubov in društev, pa tudi posameznikov željnih športnih užitkov, je površin in rekreacijskih terminov prej premalo kot preveč, gre razumeti Kneza. Ti športni objekti so na razpolago tako za izvajanje programa, ki ga financira Mestna občina Maribor, kot tudi za rekreativce. In moram reči, da vse površine rekreativci kar pridno uporabljajo, tako da kar se nas tiče kot upravljavca, smo s tem zelo zadovoljni. Ko govorimo o športu in športni kulturi Štajerske prestolnice, ne moremo mimo Športne zveze. Glede, Športna zveza Maribor je kot krovna športna organizacija, ki praktično združuje 185 športnih klubov in društev v našem mestu. Na eni strani je naša vloga športno-politična, se pravi, združujemo interese, jih zagovarjamo, oblikujemo skupna stališča vseh klubov in društev in jih potem seveda posredujemo vsem našim ostalim deležnikom. Po drugi strani se pa Športna zveza tudi, in to seveda tudi občani že dobro vedo, pojavlja kot organizator športnih dogodkov in najbolj znani so seveda Športni vikend Maribora, ki poteka že 27 let, zadnja leta tudi izbor športnika Maribora, ki je postal zelo priznana prireditev in pa za nami je zdaj že drugi zapovrstjo Mariborski mestni tek. Da se je v družbi, čeprav vse več časa preživimo za elektronskimi napravami, nekaj premaknilo, priča tudi opažanje nekdaj vrhunske atletinje, udeleženke olimpijskih iger Helene Javornik, ki se danes, ko je govora o fizkulturi, posveča izobraževanju, trenerstvu in mentorstvu. Zanimanje za šport na vseh področjih povečalo. To opažam tako v atletiki kot v drugih športnih panogah. Normalno, da ker se malo starejši ljudje ukvarjajo, ne bom rekla starejši, ljudje v zrelih letih še toliko bolj ukvarjajo, tudi med njimi prepoznam kakšne talente, jih poskušam usmeriti na pravo pot. Pridejo pa tudi starši, ki vprašajo za otroke, če sem pripravljena z njimi kaj sodelovati, ampak jaz izključno delujem in sodelujem z starejšo populacijo, zato te otroke napotim v društva k ustreznim trenerom, da se z njimi ukvarjajo, ker vemo, otroci rabijo skupino, rabijo svojo družbo, da lahko napredujejo in se z njimi dokazujejo. Letni čas in z njim vreme precej narekujeta trende rekreacije. To velja tudi za aktualni začetek jeseni, ki pa občasno še pokaže odtenke poznega poletja. In najbolj seveda je zdaj aktualno plavanje v zaprtih kopališčih, savnanje, kegljanje, predvsem pa se začne sezona drsanja v ledni dvorani. Jaz moram reči, da kar se tega tiče, je rekreacija dejansko največ v notranjih bazenih in pa v drsališču v ledni dvorani. Ne smemo pa zanemariti tako badminton v večnamenski dvorani ŽŠD-ja, kot seveda rekreacije, tako namizni tenis kot kegljanje in pa tudi nordijska hoja na zunanjih površinah. Da Maribor nudi vrsto možnosti za rekreacijo posameznikov in skupin, kakor tudi profesionalno športno vadbo, priča nedavna mednarodna evalvacija. Pred dobrim mesecem smo recimo v Mariboru gostili komisijo iz
Evropske skupnosti, ki je ocenjevala, ali je mesto primerno za naziv Evropsko mesto športa ali ne. In ko smo jim predstavili širino športa v našem mestu, se pravi vse možne panoge in različne stopnje zahtevnosti, s katerimi se lahko naši občani ukvarjajo, in pa tudi samo število in procent športnikov, rekreativcev, aktivnih tekmovalcev, so bili zelo pozitivno presenečeni. Zagotovo spadamo nekje v sam vrh v Sloveniji ali pa mogoče tudi širše. Videli smo, da smo sicer zelo visoko, vendar bi si želeli še več in ravno zaradi tega smo kandidirali na naziv Evropsko mesto športa, da lahko tudi na ta način pridobimo na športu več sredstev za obnovo že nekatere dotrajane športne infrastrukture. Ne glede na dejstvo, kam mesto spada. Odločitev, če bo sledil tistemu latinskemu izreku mens sana in corpore sano, v prevodu zdrav duh v zdravem telesu, je vedno na vsakem posamezniku.